Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Ljubezen do gora mu je privzgojil oče, s katerim je že pri 12 letih prehodil slovensko planinsko pot, ikonično povezovalno planinsko pot od Maribora do Ankarana. V mladostniških letih je začel tudi plezati in se udeleževati orientacijskih tekmovanj. Postal je planinski vodnik Planinske zveze Slovenije. Jožetu so gore postale življenjske sopotnice. V skoraj 40 letih planinskega vodništva je opravil preko 1000 vodniških tur. Vodi tako odrasle kot otroke. Za slednje je na šolah, kjer je služboval in kjer službuje, kot učitelj fizike in tehnike organiziral planinske krožke, preko katerih je mladino planinsko vzgajal in usposabljal ter jim predstavljal lepote, vznemirljivost in tudi realnost gorskega sveta. Najprej je napisal gorniški priročnik, ki ga je kasneje nadgradil v osnove planinstva. Priročnik namenjen vsem, ki želijo izvedeti čim več o gorah in ki šele spoznavajo gorski svet. Poleg tega je tudi avtor ali soavtor številnih pohodniških planinskih vodnikov, izdanih pri Planinski založbi Planinske zveze Slovenije. Leta 2021 je izdal v soavtorstvu svoje življenjske in dolgoletne gorniške sopotnice Planinski vodnik Najvišji vrhovi evropskih držav. Izbrani vodnik, kjer natančno opisuje ture od najzahtevnejših alpskih vzponov do kratkih turističnih sprehodov na najvišje vrhove 48 evropskih držav. Unikaten in odličen planinski vodnik, ki lahko popestri turistično popotovanje po deželah Evrope z izbrano turo ali nas morda vodi po življenjskem projektu raziskovanja in doživljanja najvišjih vrhov evropskih držav. V tokratni epizodi z nami v steni zelo izkušeni, ustvarjalni in goram predani Jože Drab. Jože, živjo. Živjo. Hvala, da si se odzval mojemu vabilu in gostuješ v tokratni našega podcasta. Zelo sem vesel, da se bova dotaknila naslednjih tem, ki jih bova obdelala. Za začetek bi pa izpostavil eno temo, in sicer, ker sem se pripravljal na tale najin pogovor, sem zasledil, da si pri 12 letih prehodil že celotno slovensko planinsko pot. Ja, res je. Kriv je pa moj oče, ki me je sabo vlekel v hribe. Ne? Tako da v bistvu sem že prej hodil v hribe, že od majhnega smo bili tako na Golici, recimo, ko sem bil 6 let star, pa še kakšne druge hribe, tako, ampak potem pri 10 je pa oče odločil se, da nekje najdu knjižico Slovenska planinska pot, ali transverzala smo takrat rekli, in je začel delati in mene sabo vlekel. Tako da so v 2 letih prehodile vse vršace. Zdaj, jaz si predstavljam, oziroma celo upam trditi, da vem, da ti tole slovensko planinsko pot veliko bolj poznaš, kaj jaz, da je na začetek malo predstaviti, da bo mogoče tudi tisti, ki je pa ne pozna, si tako en tak hiter oris dobu pa predstavo, kaj to zares sploh je. Ja, to je vezna pot, ki se prične v Mariboru, preči Pohorje in potem nadaljuje preko Uršle gore in tako naprej preko Savinjskih Alp, Kamniških Alp in pride do Karavank, gre poteka po Karavankah, v Mojstrani preide v Julijske Alpe in med drugimi tudi na Triglav in na drugi strani čez Sedmera jezera, potem na Krn in tako naprej, dol čez vse te primorske hribe do morja oziroma do Ankarana, no zdaj ponovno je tudi do Belega Rtiča. Sem pa zasledil, da je, se mi zdel tak zanimiv podatek, da je 45 kilometrov vzpona in spusta pravzaprav na tej poti.
Ja, res je. Pa dolga je čez skoraj 600 km. Ne? Ja, nekaj časa. In zdaj, pri 12, to verjetno niste to v enem okusu prehodili. Ne, tu so kar veliko vikendov, so za to uporabljali. Tako včasih tudi po 4 dni skupaj, včasih samo za en dan, tako da ni bilo to v enem kosu. Ne. Pa si imel knjižca, pa Ja, pa štempljiki zbiral. noter, ja, seveda, otroci to radi štempljajo in tako. počnejo. Ja. In imaš to knjižco še doma, Imam doma, ja. na kakšnem posebnem mestu, pri Ja, literaturi. Meni predalo, ja. Ki je verjetno tudi veliko pri vas doma, ampak o tem bova malo kasneje. Si rekel, da je oče bil tisti, ki te je v hribe spravil. Pobudnik, ja. Pa imaš mogoče v spominu kakšno prvo turo ali pa kakšno tisto otroško izkušnjo prvo, ki se ti je zasidrala. Ja, tam prva nekje. tura je bila res kar mal močnejša, ko bi rekel, za teh leta, 10 let star, pa moja sestra je bila 8 let stara in očena je kar čez želo pelil na Storžič. Aha. Jasno, v kakšni varovanju, pa čeladah, pa kakšnih samoravnih kompletih, kaj sploh ni bilo govora. To smo šli lepo tako. Ne, res. In pač sta sledila, sta se kaj Ja, potožvala, ne, v redu, ne. nimaš to kakšnih spominov. Ne, prav všeč mi je bilo, ker je bilo zaplezati malo, ne, tako da ni bilo samo hoja, ampak se je bilo treba malo po skale pariti. Tako. In to je bila pol kaj tradicija doma. Poletni meseci ste hodili v hribe. Ja, in na morje. Ni In bilo na to- morje. Ni bilo to tako, samo hribe. Kaj pa pozim, takrat ste že kaj? Ne, po zimi pa žal moji starši ne smučajo, ne, niso smučali. No. In pol jaz sem šele kasneje začel smučati, tako da takrat po zimi pa res nismo hodili, ki dosto hribe. Mogoče tako za kakšno primorske hribe še tam nekje, ampak v kopnem bil. No. Kje pa si pol začutil, ne, kot mogoče nek mladostnik ali kasneje za časa študija, da so pa hribi nekaj, kar te res vleče in boš začenjal ob temu več časa in pozornosti posvečati. Ja, v gimnaziji. Ne? V gimnaziji sem potem tudi so začetno začela hoditi tudi v tujino, ker so pač te slovenske gore že kar dosti poznala. In pa je oče spet prenesel na knjižico Pot prijateljstva 3 dežel, ne, Furlanija, Koroška pa Slovenija. In so hodila po teh vrhovih, tako da sem potem spoznal tudi zamejske hribe, pa potem Grozglokner tudi pa tako naprej. Ampak to je bilo še vse z očetom. Cel se začetem več manj, ja. Da pa si se potem kaj včlanil? Pa sem pa v bistvu tudi začel najprej s kolegi, smo nekaj hodili v hribe, nekaj sem tudi potem smo šli potem v alpinistično šolo, pa malo poplezali. Kasneje sem potem pa začel tudi še voditi, no. Tako sem potem postal vodnik. Torej planinski vodnik. Planinski vodnik, ali pa inštruktor tudi potem. Si pa ti drugač, pa me boš popravil, član PD Ljubljana Matica. Ja, najprej sem bil tudi član PD Ljubljana Matica, potem sem bil nekaj let in tam sem tudi izpitnil PD Špik, ki ga zdaj ne obstaja več. Tam so mi potem tudi predlagali to je iz Mosta, Ljubljana Most je bilo to društvo, so mi predlagali za vodnika in sem tam tudi tečaj naredil, sem potem to društvo pač malo zamrlo delovanje in potem sem šel nazaj k Matici. Ja. In zdaj si še vedno Ja. tu. Kako pa, da si se odločil za pot planinskega vodnika? Kako si se navdušil za ta način, bom rekel, gorniškega, planinskega udejstvovanja? Ja, najprej kot povem, da zelo rad hodim tudi brez vodenih ljudi, a ne tudi sam, ali pa z družbi s prijateljev in kot žene prijateljev. In druga potem pa, ko odkrivaš lepe kotičke in tak človek sem, da rad to pokažem tudi drugim. Ne. Že po profesiji, ko sem profesor, tudi otroke učim in razložim kakšne nove stvari in tako naprej in podajam snov, a ne. In potem tudi odrasle, tako kot vodim, pod roke vodim po hribih in pokažem skrite kotičke, lepe kotičke, vidim, kako uživajo pri tem, a ne. Tudi to zapolnjujemo ene, ne. In to je tisto, ki si pol se nekako najde v tem. Omenil si, da si profesor, če se ne motim, fizike, ne? Tehnike in fizike. Tehnike in fizike.
In imaš pa že vrsto let na šolah, kjer deluješ tudi planinske krožke za otroke. Ja, vodim že 40 let. Ne, najprej v eni drugi šoli, zdaj po tej šoli, kjer delam, to se pravi osnovna šola Sostro. Tukaj lahko rečem, da sem kar zelo uspešen. Imam že tudi drugo generacijo, moji bivši učenci, ki so hodili v gorniški krožek, so zdaj njihovi otroci tukaj pri meni. In že samo to, da imam od 700 učencev na šoli 102 učlanjena v krožek, res? Že pomeni, da je to že kar preveč. Ne? To je pa velik odstotek. Ja. Zdaj ne grejo vsi na izlete, recimo, rekord okej. imamo nekaj okrog 70. Ne? Res. Zanimivo. Lepo. Daj vas vseeno mogoče malo vrniti, pa mogoče v neke začetke. Kako je sploh prišlo do krožka planinskega, recimo, kjer si začel? Se to bil ti pobudnik, ali je nek učiteljski zbor, ravnatelj namignil, da imamo kaj tazga, ali je bilo to že ustaljen, pa si ti prevzel? Kako je prišlo do tega? Ne, jaz sem bil pobudnik. Predtem ni bilo nobenega gorniškega krožka. Tudi tistih časih, ko sem začel s tem, so bili redki ti gorniški krožki. Bili so bili pohodne čete, pa te zadeve. Taborniki so bili. Prav gorniki pa niso bili, pa planinci, kot smo rekli. Ne. Tako da sem bil jaz pobudnik, začel s tem z vodenjem prvi izlet. Vem, da smo bili na Kum, še z vlakom smo šli, potem pa na Kum gor. Tako da z leti se je potem to... Se pravi, to je bila pravzaprav tvoja ideja. Ti si to prišel z idejo in te je tam nekdo pol poslušal in je rekel, ok, in ste začeli. Tako, in pa sem imel krožek na šoli in smo malo imeli predavanja o kakšnih temah, na kar smo potem šli na izlete. S časoma je potem na predavanjih, da ne bi oni čist zgubili tole, sem jim še jaz napisal, kaj čas smo še napisali, pa kaj smo natisnili, kakšen list, a ne, s kakšno vsebino in planinska oprema ali pa kaj in kaj. No in teh listov se je potem toliko nabral z leti, ne, da sem potem leta 2000 izdal knjižico Gorniški priročnik. Ne, to je bila prva taka knjiga, ki sem jo izdal. Ja, tako so rekli, mislim, da je Konfucij del. Vsak moški mora imeti 3 stvari, ne? Ja, zasadi drevo, zaploditi sina, pa knjigo napisati. Ne? Tako. In potem sem se to naredil. Drevo, od sina vem, da imaš, ne? Celo 2, kaj pa drevo si tudi posadil? Drevo sem vsaj 3, lahko že 4. Že 3, ok. Ja. Knjigi pa že kar nekaj, ja. No, super. Se pravi... Tako da so potem otroci imeli tole tudi neki literaturo, tako poljudno, tako da zelo lepo, na prijazen način razloženo. Tako, ne. Kako pa, čisto tehnično me zanima, ne, če prej si omenil, koliko učencev je v tem krožku, pa sprav, ti si planinski vodnik, ne, v šoli, tudi učitelj, in zdaj, če imate neke izlete, pa je teh otrok kar nekaj, ne, si sam ne moreš vseh, bom grdo rekel, podelati, ne, imaš kakšno pomoč si najdeš, kdo ti pomaga? Imam pomoč, pomagajo mi tudi drugi vodniki z društva, kot kakšni učitelji na šoli, ali pa tudi na kakšni lažjih turah, lahko tudi kakšni drugi izkušeni gorniki lahko grejo zraven, tudi njih časi povabim zraven. Kakšni starši kdaj grejo zraven? Ja, ampak ne preveč čas, tako imamo določen, da starši grejo na en izlet v letu, ker jaz gledam svoje izkušnje in sem gotovo, da otroci ne marajo, kaj to staršev zraven. Ne? Ja, to si predstavljam. Predvsem nekje od 8-9 let naprej, ne. Prej bomo še starši radi, potem kasneje pa rabijo družbo vrstnikov. Oni se z vrstniki veliko bolj razumejo in grejo v hribe, tudi so z njimi, da niso z njimi samo v šoli, ampak so nekje tudi izven šole z njimi. To jih zelo vleče. Ne? Še preden te močkam bolj podrobno o tem vprašam, a si mogoče kaj zasledil, koliko je pa podobnih krožkov tudi po ostalih šolah, recimo? Imaš kaj vpogleda? Ne bom rekel zdaj samo klele v ljubljanski okolici, ampak tudi sicer po Sloveniji. A je to vrstnih krožkov? Predstavljam si, da so še, ne? Da to ni edini. Ne? Ja, seveda. Marsikatera šola ima take krožke, ne? Nismo edini, seveda ne. Tako da
tudi že v našem društvu, recimo, nas je 6, 7 šol, nek sem 7 ali pa 8 šol, koliko je 8 šol. In včasih sodelujemo tudi med seboj in gremo skupaj na kakšne izletne. In tako, zdaj, ko praviš, koliko let izkušenj imaš že s temi krožki in ne, prej si omenil že drugo generacijo, ne, se pravi, so bivši učenci, ki so bili člani tvojega krožka, zdaj svoje otroke imajo v šoli in si spet se te udeležujejo teh izletov. Daj mi majčkeno opiš, kako ali pa zakaj so te krožki pomembni oziroma kje vidiš ti pomen tega oziroma kaj je ta dodana vrednost, ki jo otroci na takih krožkih dobijo in se jim privzgaja in tako naprej. Ja, kot prvo so danes otroci precej zasedeni in je fajn, da se malo razmigajo, da grejo ven v naravo, da se nadihajo svežega zraka, dobijo malo kondicije. Tako je kot prvo, kot drugo je ti socialni vidik, ne, da se med sabo povežejo, da so odvisni od drugega, ali da se konec koncev tudi premagajo kakšno, oni če premagajo goro ali pa da nekaj pride gor na vrh, so potem polni zadovoljstva. V tem smislu največno. Verjetno iz tega. Konec koncev spoznavajo tudi kakšne nove dežele, konce naše domovine. Zares te male zmage, ne, ko dosežemo vrh, so v končni fazi tudi pomembne. Verjetno za otroke pa tudi, ne, da neko stvar speljajo do konca in se s tem naučijo marsikaj. A tudi iz tega vidika, kaj spoznavaš nekega vzgojno-pedagoškega, da se učijo prek planinstva, dobivajo neke izkušnje. Imaš kakšno misel glede tega? Misel, ja. Ali pa kako vidiš to? Ali je bolj enostavno gre za neko preživljanje prostega časa? Ne, s tem, ko hodijo, se marsikaj novega naučijo. Mislim, že samo kako se gibati v gorskem svetu, spoznavajo rastline, živali, vidijo kakšne nove gorstva, gore, karkoli imajo. Ampak ne vem, po eni strani tako opažam, da ni to znanje tako poglobljeno. Dobijo to, potem jim pa tudi to hitro gre. Tako, če bi velikrat že šli, bi bilo že mogoče, ampak redki pa dobijo to znanje tako trajnostno. Bolj se to sprejmejo kot en sprostitev pa uživanje v naravi. No, seveda. So pa nekateri, ki pa to res vse obvladajo, vse, ko vidijo, pa zemljevid vzamejo, pa gledajo, kje je kaj, pa se res poglobijo na to, ampak so pa v manjšini. Si pa poleg tega gorniškega priročnika pol napisal še en, tudi lahko rečeva priročnik? Ja, seveda. V bistvu je to bilo nekako posledično, ker ta gorniški priročnik sem izdal v društvu kot sam, potem sem pa v Planinski založbi, ker sem tudi že prej z njimi sodeloval, prosil, da bi nekaj bolj na višji nivo ta gorniški priročnik spravil. In sem napisal osnove planinstva, s tem, da se razlikuje to od planinske šole, ki je zelo strokovno napisana in nekako neberljiva za širši krog, ampak ta planinska šola je bolj namenjena tistim mentorjem, ki se s tem ukvarjajo z otroci. Ta je pa tudi za otroke, pa tudi za vse. Ne? Lepo poljudno razloženo, mečkam bolj tako razumljivo, jaz rečem tudi za vse od 6 do 99 let. Tako. Se pravi, to so teoretske osnove zapisane plus praktične vsebine, tiste pač veščine, ki si jih je treba najprej teoretsko pridobiti, da se potem v praksi lahko uporabljajo. Daj mi mečken, ker jaz sem tukaj, bom rekel, tabula rasa, ne? Kaj pomeni napisati tako knjigo? Ker to nekdo dobi v roke, ne odpre, se mu fajn zdi super. Ne? Če se pa človek vpraša, kako pa zdaj to spisati, ne? Koliko časa in energije ti je recimo vzel, da si kaj takega naredil? Moram, že mi je precej pomagal prejšnja knjiga, Gorniški priročnik, tako da sem potem to nadgradil. Vse sem potem posodobil, da je ažuriran.
Je pa tako, ne vse moraš gledati z oči bralca. Ne tako, kar ti veš, ampak to, kako on to sprejema, da ni prestrokovno, da ni premalo zahtevno, da je glih prav, enega in drugega. Ne? Ja, si predstavljam, da nekdo, ki to bere, da pol razume in da to tisto, kar je prebral, da zna pol uporabiti, da ima nekaj od tega. Ne? Tako, da ima nekaj od tega in tudi, da ga ne odbija. Ne? Ker če pogledaš, poznaš planinsko šolo, mogoče malo predebela, preobširna in ljudje kar odložijo to, ker je preveč. Ja, no, zdaj to si rekel, to je mogoče že potem za neke izdelane kadre, ne? Da si utrjujejo in še mogoče nadgradijo. Okay. Tukaj pa tudi za starše, recimo. Ne? Tudi tole je fajn za starše, sploh, ker je tudi tole namenjeno, da bi starši tudi tole knjižico imeli, se o tem, oni prebrali se o tem tudi z svojimi otroci pogovarjali o tem, tudi da potem oni vejo, kaj otrokom razlagati, če gre oni z družino v hribe in marsikaj na podlagi te knjižice, če preberijo, lahko razložijo. Pa imaš občutek, da je knjiga sprejeta tako pač pod vsaj tisti, ki jo pač vzamejo v roke, da ne rečem resno jo uporabljajo, se je prijela pri bralstvu, kakšne imaš kaj odzive in občutke? Ja, mislim, da je kar dobro sprejeta. Ja. Vse pohvale slišimo vse povsod. No, to je super. Daj mi še nekaj povej, ne, pač recimo danes mogoče sam tudi spremljaš, glede na to, da si toliko v teh vodah, da se zelo veliko ljudi pravzaprav gore odpravlja mem neke organiziranosti, ne? Mem nekih, bom rekel, ustaljenih poti, da ne rečem protokolov, ne? Torej mem planinskih društev, mogoče celo mem kakršnega koli vodništva, pa si zamislijo idejo nekje, torej idejo, da bojo nekam šli, si pridobijo neko informacijo, neke podatke, celo si mogoče nabavijo nekaj opreme, potem pa grejo. A opažaš te trende nove in te nove oblike udejstvovanja v gorah? Ja, trende, ne vem, če je to novo, to se že dogaja že tudi prej, ker recimo jaz imam primer, kako je en moj kolega, ko smo bili še mladi, je šel plezat, pa se potem sreča, kje pa si bil, pa sem plezal. Kaj pa si? Ja, Virensa. Aha, v Koglu. Ja, nimam pojma, nekaj v Kamenških. Hočem reči, da to je osnova, recimo osnova planinstva, to je osnovna šola. In marsikdo od teh mladcev nabildanih stelovadnic preskoči osnovno šolo in gre direktno v eno plezališče, pleza neki, ali pa mislim na plezališče, pač gre gore, pa pleza v kakšne stene, nima pa občutka za manjše stvari, oblaki, kaj te oblaki pomenijo. Prihaja slabo vreme, pa ne ve, oni kar vina noter v steno. Take stvari se mi zdi, da bi bila osnova nujna, da bi najprej tole akceptirali, potem da je šele recimo kaj takega. Prehiter je tisti prehod. Preveč mladih hoče kar takoj naj dosež vse. To je ena stvar. A pa mogoče opažaš tudi to, da se zelo veliko srednje generacije, recimo, da nam rekel starejše, pač brez neke predhodnice planinske, gorniške, kakorkoli, se pač v nekem obdobju odločijo, zdaj bomo pa začeli v hribe hoditi. Razlogi so od A do Ž, in grejo. In zelo veliko ugotavljamo nasploh, kako ljudje pridobivajo neke informacije pravzaprav iz socialnih omrežij, kjer so pa neki osebni zapisi, ki so pa zelo subjektivni in tako naprej in so lahko potem neke ideje ali pa podobe, kako se lotevati zdaj nekih planin, gorah, hribov, kakorkoli, mačkani skrivljene. In potem, če malo skrajšam, je posledično toliko več obiska, posledično tudi več nesreč. In recimo na Planinska zveza se trudi, pa tudi sorodnimi organizacij, kot je Gorska reševalna služba, pa Zveza gorskih vodnikov Slovenije, pa tako naprej, pa policija, z vsem osveščanjem in tem. Ampak kako bi ti recimo svetoval, ne vem,
prej si že omenil družinam, nekomu, ki mogoče nima neke take tradicije ali pa vzgoje, kot si jo ti imel, recimo, kot si ti opisal, ne, kako je pri tebi oče že kot otroka začel v hribe peljati in si te izkušnje dobival prek njega, potem kasneje prek planinskega društva. Danes opažamo, da ljudje enostavno grejo brez predhodnega nekega znanja, izkušenj, se začnejo v hribe hoditi. Kako bi ti recimo rekel, da se nekdo, ki nima teh izkušenj še, je pa dobil nek klik, zdaj bi pa jaz to začel, kako se stvari lotiti? Takole mi že na društvu že 20 let, že več, 25 let, izvajamo tečaje. Razne tečaje. Mislim, da smo bili eni prvih, PD Ljubljana Matica, ki smo to izvajali. Drugi so nas potem kar dobro kopirali in zdaj teh tečajev že kar veliko. Tečaje, ki jih jaz recimo vodim, so za poleti, za hoje v gore, za po feratah recimo, za po brezpotjih, da se malo naučijo tudi tako lažje oplezanje, kakšno poplezavanje, da po zimi hoja z derezami, s cepinami in tako naprej. Ne. To vse obstaja. Obstajajo tudi tečaji za turno smuko in tako naprej. Ljudje pač tega je kar nekaj na internetu lahko vidijo in priporočam vsem, da ki nimajo dovolj izkušenj, da grejo najprej na tak tečaj. Res dobijo veliko iz tega tečaja. Mogoče bi samo to še omenil, da naj preverijo, kdo to izvaja, ker niso ti taki tečaji v redu. Zakaj ne? Zato, ker jaz recimo smatram, da 4 ali pa 6 tečajnikov lahko vodim, lahko nadzorujem, lahko jih kaj naučim. So pa primeri, ko nekdo s 3 tečajniki, s 3 inštruktorji, vodniki, 26 ljudi hoče nekaj naučiti in to pa ni najbolj uspešno. Pedagoško, vzgojno in tudi efektivno. No, vsekakor je pa tudi neka teoretska podlaga nujna, ne? Ki pa je zelo težje najdemo na spletu, ne? Sploh na socialnih omrežjih. In nek ta prav vir je pa pravzaprav v literaturi, ki so jo pa že omenjala. Ne? Ja, tako. Sem zasledil tudi podatek, da si izvedel že preko 1000 vodenih tur. Ja, res je. Zdaj, še preden greva na to, a si mogoče, tudi morava že zdaj mogoče omeniti, ti tudi zelo veliko hodiš sam s svojo ženo, ona je tudi planinska vodnica. Tudi, ja. In a tudi se deluje na teh tečajih, oziroma je tudi aktivna. Skratka, a sta kdaj mogoče, ali pa če si ti sam, kdaj štev ali pa naredil neko tako samo analizo, koliko dni na leto recimo preživiš v gorah ali pa še vse ostalo, kar je s tem povezan? Tako bi rekel, športnih dni imam čez 100. Ja. Ampak to ni samo hribi, ne. Tako da je kar recimo tretjina. Ja. Se nanese. Ja. In koliko let že hodiš v hribe? Ja, jaz sem star 61 let. Ja. V hribe hodim pa 55 let. Ne. Ampak vodim pa zadnjih 39 let. Ne. Oziroma zdaj bo že kar imaš 40. Mislim, to mi je zares zanimiv. Bom mogoče povedal, zakaj ne, ker sem jaz leto začel sam pri sebi si zapisovati, koliko dni na leto grem v hribe ali pa hodim plezati, ne, zato da bom malo videl, ker včasih se mora človek tudi malo ustaviti mogoče. Zdaj pri tebi pa to mogoče bolj izpostavil iz stališča, da je jasno, zakaj si potem tudi sposoben, pa imaš voljo in idejo napisati tele priročnike, ne? Si pa napisal poleg teh priročnikov pa tudi nekaj drugih vodnikov, ja. Pohodnih, gorniških vodnikov. Ja, res je. Daj mi vprost majčken opiš, kaj si še naredil za začetek, pa bova pol sproče. Bil sem soavtor knjige vodnika po Kamniško-Savinjskih Alpah v okviru planinske založbe. Potem sem napisal vodnik po Mangartu in Jalovcu, Julijske Alpe. Potem tudi soavtor sem
zahodno od Soče in Pišnice so tudi Julijske Alpe. To je to, sem še kaj imel. Ja, pa ta najvišji vrhovi evropskih držav. Tega se bova še malo kasneje dotaknila. Vseeno mi pa razlož, pač uporabniki pol tako radi vzamemo te knjige v roke in dobivamo iz njih tiste prepotrebne informacije, podatke, prek katerih sploh, če ne poznamo področji, pravzaprav ne bi smeli iti recimo na določene ture, če nismo vodeni ali kakorkoli. Kaj te je spodbudilo, da si začel pisati tele pohodne vodnike? Ja, najprej mi je spodbudil zdajšnji načelnik planinske založbe, predsednik planinske založbe Vladimir Habjan, je rekel, da ti veliko veš, ti si veliko hodil, boš le malo pomagal, pa smo takrat skupaj naredili s Triterjem pa s Poljancem tiste Kamniške Alpe. Potem je pa tako, veliko prehodiš, imaš veliko takih mogoče malo zapiskov, karkoli, kaj veliko veš, pa te potem spet do pobara, bi tole sodeloval zraven, pa sem spet tudi potem še kakšno drugo stvar napisal. Je tako, pa rad raziskujem, Jaz imam rad take raziskovalne turce, tako da v bistvu tale Julijske Alpe, Mangart in Jalovec, to je bilo tako, da sem napisal več, to ni izbirni, ampak je enciklopedični vodnik, in takrat sem res raziskal vse možne potke, kar je, razne kakšne skrite, tudi lovske steze, vse to sem vse opisal, Ta drug, recimo, zahodno od Soče in Pišnice je pa izbirni, to je pa samo tiste, kar jaz predlagam, Ni to vse, da bi bilo. Zbor, ja. Tako da v bistvu je to, ampak vse je kar naporno, moram priznati. To je hoditi v hribe je eno, ampak hoditi v hribe skozi gledaš GPS, pa noter v telefon diktiraš neki svoj tekst, kaj boš potem kasneje napisal, je to že malo težje, še težje pa se vsi doma, pa potem nekaj ur tipkati po računalniku. Ja, to je to, Tako da moram priznati, da mi že kar malo počasi dosti tega. Ja, na točki nekega uporabnika oziroma iz stališča nekega uporabnika lahko rečem zgolj hvala in ne se še utruditi, še napiš kaj, si mi pa snel z jezika, eno je ta romantičen del, hoditi v hribe, lepo doživljamo razgledi in se kar pa še zraven, potem pa vse to spraviti v neko berljivo, pa pravzaprav zelo natančno obliko, ker v končni fazi tudi ne bom rekel neko osebno, ampak neka odgovornost, neka stopnja odgovornosti tudi mora biti, ker moraš čim bolj objektivne podatke pravzaprav zapisati in se vživeti v nekega, bom rekel, poprečnega uporabnika, potem to v roke vzeme, prebere, dobi tiste informacije in gre. Ja, to mi je veselje, ko sicer so redki kakšnik, ampak tudi javijo, Ja, sem šel na to in to turo in hvala, super je bilo napisano, tako da sem se najdel. Recimo, to je taka fajn povratna informacija od kakšnih bralcev, ampak se pravim, so redke, kakšni pa večina pa tega ne sporoča pol nazaj. Ja, pa si zadovoljen z, recimo, nam rekel prodajo, ampak že prej si rekel za tele priročnike, ki si jih napisal, osnove planinstva, da imaš dobre odzive, kako pa si zadovoljen z odzivom na tele pohodne vodnike? Ja, sem zadovoljen. Je okej. Zdaj, mislim, da tudi uporabniki so lahko zadovoljni s tem. Jaz sem se tako, kar malo perfekcionist, tako da hočem, da je vse v redu lepo napisan. Tako da, če kaj ni, pa potem, če bo po napiske popravljamo. Se popravlja. Ja. Tegač glede prodaje, pa jaz nimam tukaj nič zraven. Ja, to je že stvar založbe in tako naprej. Zdaj bi se pa mogoče vse glih še mačken vrnila, glede na to, da imaš izkušnje iz različnih ravni, torej sva omenila planinske krožke, aktiven si kot planinski vodnik. Vseeno me zanima še, ker si toliko časa z ljudmi in ker si toliko časa v gorah, kako tudi opažaš to mogoče, zdaj vsi pravijo, kako je po koronsko obdobje spravilo v gore še več ljudi, a mogoče tudi kaj tega opažaš in če je odgovor da, oziroma če opažaš, da je
več ljudi v gorah, mimo nekih organiziranih oblik udejstvovanja, kako recimo vidiš, saj sem te že majčkeno vprašal, pa bi še mogoče majčkeno se zataknil tukaj, kako ljudem podati neko informacijo, da naj se lotevajo planinstva oziroma gorništva, ker kar opažamo je to, da prej si rekel, kaj je osnovna šola, to osnove planinstva, kjer so tudi teoretske teme in tako naprej, plus praktične vsebine, ampak opažamo, da se čedalje več ljudi pravzaprav loteva relativno zahtevnih tur. In so mogoče ne preskočili osnovno šolo, če sva pod to rekla osnove planinstva, ampak mogoče celo srednjo šolo in grejo kar recimo na univerzo. Ne nazadnje Triglav pozim je pravzaprav resen alpinističen vzpon. To ni več planinska tura. In kako mogoče ti to vidiš, ali pa kaj bi ljudem svetoval, da kako naj se lotijo? Ja, kot si rekel, po koronskem času se je kar precej dvignilo število obiskovalcev gora. Dobro so obveščeni, kaj vse potrebujejo, in nimajo pa podlage, nimajo vsi se pravi znanja za to uporabiti. Kaj če kup cepin pa dereze, ali pa če kup samovalni komplet pa čelado, pa pas, če ne zna to najbolj pravilno uporabljati. To je ena stvar. Druga stvar je, recimo, dostikrat se zgodi, da če je vse v redu, je vse v redu. Če pa se pride do vremenskega obrata, do poslabšanja vremena, karkoli, do ene situacije, kjer niso kos, potem je pa lahko vse narobe. Tudi tako, ko srečujem eno skupino, ki so bili kot raztreseni, ko je ena štala bila tam, noben ni vodil, noben nič ni kdo gre prvi, kdo zadnji, so kar neki letelke okrog, zamudili so še eno žičenco, ta zadnjo z Gilbertija dol. Sem pa še, kdo pa ste vi? Mi smo grupa Građana. Sem rekel, kaj? Je pa z Facebooka se zmenimo, gremo pa gremo. In sem rekel, kdo pa spavodi? Ben, koliko vas pa je, tudi ne vejo. A vseh niso poznali, nič, kar šli so nekaj skupina, eni so šli na žičenco, eni ne, tako se mi zdi malo razpuščeni vse skupaj. Dobro, bil lep vreme, pa tako naprej so že prišli, kaj pa če ne bi bilo. Tako da se mi zdi, da včasih se mi zdi, da ni to najbolj pravilno. Pol druga stvar, ko opažam tako nekateri, zakaj to? Zakaj? Zato po mojem, zato ker oni rečejo, so dosti pametni, lahko sami ne rabijo vodnikov, zakaj vodnika treba plačati, in tako naprej. Tako da niso niti včlanjeni v nobeno društvo, ker to je treba spet plačati. Ko pa bi bilo kaj narobe, gorska reševalna pa pride nas rešiti. Zastojn. Ni jim dati težko dati enega jurja ali pa 800 evrov za zavarovanje avta, kasko recimo, del pa kaj drugega tole. Pa kdo rekel za cote? Ja, karkoli, tudi to. Ja, to je pač današnja realnost. Čeprav potem nekateri včasih tako, ko prijo s kakšno turo, ki se sami mogoče ne bi upali, pa grejo z vodnikom, pa na koncu so navdušeni, pa rečejo, super, se kaj nisem že prišel, ker ti pokažejo vodniki lahko tisto, kar sam ne upaš, ali pa da sploh nisi videl. Pa bolj varno se počutijo in jaz imam kar veliko ljudi, ki so zelo zadovoljni z mojim vodenjem. Super. In z organiziranim planinstvom oziroma organiziranim gorništvom. Zdaj bi pa mogoče se dotaknila še, če sva že tele tvojo literaturo že majčkeno obdelala, bi se pa dotaknila še enega vodnika, ki je pa mogoče malo drugačen. Torej pohodno-gorniškega vodnika, celo mogoče mestoma že prezalen, bova razložila kasneje. Dej mi prosim pa majčkeno razlož, pa opiš, kako je ali pa za začetek predstav, kjer ta vodnik je, pa kako je prišlo sploh do njega. Najvišji vrhovi evropskih držav. Ja, takole, ker zelo rad potujem, oziroma oba z ženo rada potujeva, in niso čist ljubitelja 14-dnevnega ležanja na plaži, ampak vedno
najdeva še kakšne kucle, kakšne hribe zraven krog, kakšne karkoli stene. Po teh potovanjih dostikrat šla tudi na kakšne gore, vrhove in tako naprej. In potem je bilo, mislim, da 2007, sva šla na Švedsko in tam je en vrh Kebnekaise. Prideš do konca civilizacije, ki je konc ceste, potem te čaka 18 km, da hodiš po dolini, potem tam postaviš šotor ali pa greš v eno kočo, ki je ful draga. No, mi se kar za šotor so odločila in potem so šla naslednji dan gor na vrh, na 2400 pa še nekaj, pa potem spet nazaj dol in so spet prespali 4 in pol, 3 dan nazaj. Tako da se je to je pa res tako predstavljati, da bi šli iz Bleda na Triglav ali pa še kaj talega, tako pa potem nazaj recimo. Tako. No in pa se je tle pa ne bo več šla. Ta pa najvišji vrh, pa komarji se skoraj požrli. Se je to je pa tak konc, ki ne bo šla, ampak to je najvišji vrh, kaj pa če bi še druge šla. Pa se šla še na Norveško, pa še tam na najvišji vrh, tako se je nekako začeli. Tako da so potem se odločila, da bo vse vrhove naredila. Dobila so tudi informacije, da so jih že drugi tudi naredili, ampak da nihče... Pri nas ali generalno? Ne, pri nas ne. Sta bila prva? Ja. Drugač pa so bili nekateri tudi iz Anglije, mislim, da sta bila 2, ampak sta imela napako, ker sta šla na najvišji vrh Srbije, Đeravico. In to sploh ni bil najvišji vrh, ker v bistvu se je Kosovo odcepilo in niso imeli Midžorja noter. Tako da so midva potem šla na Midžor in še nekaj več je bilo na Kosovo, so ugotovili, da ni Đeravica najvišji, da je en drug najvišji, Maja Njerjut, in so potem šla tudi tja. Tako da so bila, malo so popravila tiste njihove dosežke. No, to se tudi v vodu oziroma na začetku vodnika malo opisuješ, kako se pravzaprav te stvari spreminjajo. Ja. Kaj novega gotovijo, klimatske spremembe, se kakšen sneg stali, pa še družbeno-politične razmere, pa nastajajo nove države in imamo hopla, nov najvišji vrh. Ja, tako nikoli konc. Dej vse nam majčkeno razloži, kako je vodnik zasnovan in kako sta določila pravzaprav te okvirje, ki zajemajo ta nabor, če sem prav se zapomnil, 48 najvišjih vrhov, ne? 46 v 48 držav. Tako, 2 sta skupna, Ja. No, dej nam majčkeno razloži, kako. V bistvu sta to nekako 2 dela od vsakega vrha. Prvi del je bolj tisti tehničen, pa svoje izhodišče, koliko ur spona, koliko po tisti poti, ki jaz predlagam pač. Drugi del pa tisti vsebinski, ki podaja najno doživljanje tega vrha, recimo. Tako. Ni tisti tehnični opis, kako do vrha, ampak je tisto vsebinsko. Zraven se bodo dodani še razne take zanimivosti, pa zanimive vsebine. Ker vsem moram povedati pravzaprav eno anekdoto, kako sem jaz sploh prišel do tega vodnika. In sicer letos junija sem vodil v Šamonijo in sem tam spoznal enega Irca, ki ima Parkinsonovo bolezen. In se je zavedal, da bo verjetno v nekaj letih ta bolezen toliko napredovala, da mogoče potem kasneje ne bo mogel več hoditi v hribe. In se je odločil, da bo v 28 dneh preplezal na 28 najvišjih vrhov teh držav. On si je sicer majčkeno priredil pravzaprav svoje ciljne države in ciljne vrhove in potem je začel s tem projektom. Je pa on tudi imel majčkeno humanitarnega vzgiba, pač probal je ozaveščati tudi problematiko ljudi in te bolezni. In eto, Ian, še v Slovenijo je prišel tvoj glas, tako da hvala. Midva takrat na Mont Blanc nismo mogli prijeti, je bil majčkeno nesiguren, je pa prišel v Slovenijo in na Triglav smo prišli.
In potem se je meni pa zdela fajn ideja, kako pravzaprav zlasti zdaj v teh poletnih mesecih, ne, ko ljudje radi potujemo, gremo izven meja Slovenije in zdaj planinci, gorniki, alpinisti, ne, si izbiramo različne gore za naše cilje. Ne, in če to združiš, ne, popotovanje in osvajanje gora, pa prideš do te knjige. Ne. In še to dodam, ne, potem sem pa jaz ugotovil, Madonca, pa to mi imamo v Sloveniji, ne. In sem se spomnil na tvoj vodnik, ne, Jože Drab in soavtorica tvoja žena, Andreja Tomšič Drab, in sem rekel, wow, ne, to mi že vse imamo. Pa sem prijel tole v roke in si mislil, da best. Ne. Zdaj se je meni tam tako neka topla voda začela porajati v glavi in sem videl, da je že pretekla. Ne. In se mi zdela super ideja. In daj mi mačken razlož vsem, zakaj zdaj najvišji vrhovi? Kako pa, da ste se odločili glih za to? Ne? Ali pa... Zakaj pa ne? Si najvišji vrhovi vedno vlečejo. Kaj sem zdaj, če pogledaš na Štriglo, kako je oblegan. Pogledaš Mont Blanc, tudi sam veš, kako je oblegan. Ja. Prije gore od Korejcev do, ne vem, sam še kakšnega eskima nisem gor videl. Ampak tudi drugi gore so tako privlačne kot najvišji vrhovi, mislim, so privlačni za večino teh njihovih narodov. So pa kakšne gore, ki sploh ne poznajo, kje je najvišji vrh. Ne? Ja. Na glavnem, recimo v Luksemburgu, v glavni turistični pisarni niso vedeli, kje je najvišji vrh Luksemburga. Ne? In tudi, ko so ga recimo najdli, so gor naredili en stolp, pa so pa ugotovili, ker so imeli boljše meritve, da je 3 km stran sredi ene nive mečken višje 1 meter. Pa so tam vrgli eno šajtrgo betona, so vrgli tam ob cesti in je to, ne vem, pač nekaj, ena flika betonska tam. To je najvišji vrh, recimo, pri njih. Ne? Pa, ko sta hodila zdaj po vseh teh državah, a sta ugotovila, da je mogoče še kakšen narod ali pa še v kakšni državi, da je najvišji vrh, ne, tako kot je za Slovence Triglav, ki je skoraj na pol sveta gora, ne, ki že skoraj meji tole pohodništvo, zdaj mačken karikiram, ne, skoraj me ima on na neko romanje že včasih, ne. A sta ugotovila, da je še po kakšnih državah imajo te gore najvišje tako pomembne simbole? Da jih čislijo tako, ne, ja. Kaj sem, tudi Ben Nevis na Škotskem, ne, v bistvu tako, Velika Britanija, ne, pa zelo oblegane tudi Hoverla ali pa Goverla na Ukrajini, tam so tudi celi avtobusi gor hodijo, ki je tako, ko prenesem kakšen ratitovca, ki je tazga blegoš. No. Kaj vem, še drugi, da bi tako bili Romal gor. Ne vem, težko je, če zdaj bil, kaj sem grešil. Opazil sem, ko si glih Ben Nevis omenil, za alpiniste je Ben Nevis, stena Ben Nevisa je načeloma veliko manjša kot recimo Triglavska, za primerjavo, ampak se pozimi tam pleza zelo, zelo težke specifične smeri, malo s tem britanskim pridihom načina plezanja. Kar me je pa presenetilo, prav iz tega vajnega vodnika, je to, da sta iz vrha, imate kar nekaj fotografij iz Ben Nevisa, ker ponavadi je tam bolj neslo vreme in slovi, še mi se v Šamoniju ali pa kjerkoli, tudi pri nas dostakrat hecamo, ko pride megla, rečemo, eto, škotsko vreme, da smo na Ben Nevisa, nič ne vidimo. Ja, no, vidva pa šajbo. Mi da so imeli šajbo in tudi so rekli, da takrat en dan prej niso mogli priti gor neki, ki je bilo malo slabo vreme, ampak naslednji, sem pa prihajal pa fronta, kjer so rekli, da bo čez 2 ali 3 dni bo pa 170 km/h pihal. Tako da je res, moraš imeti kar srečo, mislim, da pa res krasno vreme, sončno. Ena domačinka je še v kopalkah gor prišla. Ampak da ti popravim tista stena, ki se je kdaj plezajo, to je iz severne strani. Medtem ko z druge strani je lepa široka potka. Brez problema. Celo 100 let nazaj je bilo tako narejeno, da so eni gor z avtom prišli. A res? Ja. Zanimivo. Zdaj pa ni več, ne pa tako malo bilo nične, tako da ne morejo reči z avtom prijeti gor, ampak je bila, se pravi, 2 metra široka. No, ampak v knjigi pa tudi omenjaš, da na določene vrhove pa se praktično pripele. Ja, seveda. Kaj se kupi, ko se pripeleš gor. Ne? Ja. Ja. Ne, imaš recimo
visoka barja v Belgiji, ne, imaš gor parkirišče ogromno in tam je te sprehajalne potke, po zimi so tekaške steze, ne, recimo tako, isto tudi Nizozemci, mislim, velikih je takih, no, veliko je takih. Tako da tam v Žakarki ima 28 vrhov, ne vem, ali je to težje ali te lažje izbiro, ampak ne vem. Recimo na Portugalskem, če neštejemo pač Zorov, nekaj Piko, tudi tam sem tudi bil, tle na celinskem delu, sem se omejil na celinski del. Ne. Tle je v bistvu en rondo okrog najvišjega vrha, tam imaš pa en spomenik. Opazil sem pa tudi, da na določenih vrhovih so pa neke stolpe zgradili ali pa razgledne stolpiče ali pa neke kot stopnice. Tudi tako, ja. Karkoli. No, belgijski vrh ima, recimo, mu manjka 7 metrov ali 6 metrov do 800, 800. Do 700, ja. Ja. In pa so štengali tako, da je zgor na vrh in dol neč nisem tako. Da imaš to, ne. Da imaš klukco višine. Ja. Zanimivo. Ampak to je taka. No, na ene prpele pa celo žičnica, ne? Ja, Nemčija. Nemčija imaš, ja, pa ni čist, ne. Ni čist. Čist zraven, ampak potem moš pa, večina grejo kaj do tega hotela, kaj je na vrh, ampak potem moš pa tak sitem prehodek mečken, tako da ni čist za vsazga, malo moraš, zajelca je tako, nič posebnega. No. Čist lahko to priješ na vrh, samo je pa gneča. Pa če je sneg ali pa led, ni nekaj najboljš na gor led, ne. Ja. Pa. Napisal si pa tudi, da je na Češkem, no, to so Tatre, a se motam? Ne. Najvišji? Ne, to je Slovaška. Slovaška, Poljska, ja. Na Češkem je najvišji vrh Snežka, si pa napisal, da je enosmerni promet. Ja, tam je pa tako množično, kakšna Šmarna gora, tam pa res je v določenih mesecih, ki je največ prometa, da imajo prav zaprejo, da je ta pot je za gor, ta je pa za dol, ne. Tako kakšnih Dolomiti Patrankofer, recimo, če poznaš, ne. Ti se tudi ena Feratska gor, druga dol, tam je pa prav široko pot, ker to je res sicer široka pot 1 meter, ampak gor grejo množične množice. Podoben je tudi na Gran Paradisu, si bil kdaj? Ne. Zato so zdaj v zadnjih letih naredili. To je relativno lahek vrh, 4000-čak, osamelc, na vrh je tak skalen greben, če midva sama šla, bila od tam, da daš recimo polet, če ni snega, reze dol do vrha pa nazaj, to 10 minut. Ne. Ampak je to zelo oblegan, vodniške naveze po 4 goste in tem je pa majčken del tak za poplezati. Ne. In to je se drug en gor, en dol in so bili vrvi. In so tudi naredili dvosmeren promet. Po levi se gre gor, lepo naredili tako na pol feratko, ne, prideš od ozad po lojtrci na vrh, tam je kip Marije, se slikaš, in pol pa po grebenu nazaj dole in se zdaj lepo to teče, ne. Recimo letos je bil sneg, pa je bila ferata pod snegom in je bilo spet po stari, ne. Eni gor, eni dol in pol enkrat slave vole. Se mogoče ne bilo slabo, če bi še na Triglav kaj takega naredili? Ja, sej, ne, pri množičnosti. In zgleda, da nismo tudi še prišli na Triglavu do neke top številke. Ne? Zgleda, da se množičnost še povečuje. No je pa tak simbol Triglav, da ne bojo šli po poti Slovaške. Ne? Ja. Slovaški vrh so pa skoraj vse varovala odstranili. In ker je narodni park, tako kot pri nas, so prepovedali gor iti brez vodnikov. A res? Gor grejo lahko samo z vodnikom. In pustili so noter par tistih sredrcev zavarujejo, pa tudi mislim, da 2 zajde ste vse notrno. Tako da, ko sem kešel, ko sem imel svojo skupino, sem 6 iz Ljubljane, sem se pač zdilal, da jaz kot vodnik ne bom plačal njih in grem lahko sam. Ne. Pa so pustili. In sem jo potem upošteval, ker sem njih zrihtal. So 2 vodnika, sta potem dostale vodila. Aha, lokalna. Ja, lokalna, nikakor jaz ne smem. Ja. Samo oni lahko, njihovi vodniki lahko vodijo. Ni tako, kot pri nas, ki imaš vse, ali pa Montblanc, ali kjerkoli. No in bil je pa problem tako, ker je bil takrat, to je ena najtežjih mojih vrhov v tej knjigi. Zato, ker je bilo vse po žledu. In je vse drsel in sem mogel biti zelo, zelo previden, da ne bi karkoli bilo. Tako da vodnik se je kar potem malo zasekiral, rekel, ne bi si prepil, se rekel, ne, če sem rekel, da ne, pa ne. Okay. Ja, je bilo kar zoprno tisto. Ja. In še ena stvar mi je bila zanimiva, si napisal, da v Belorusiji ali nekje
da hodijo na zmenke Ja. na najvišji vrh. Ja, to je tako, kot bi šli mi na Rožnik. Ne, Na Rožnik, ja. ne bi vsak svojo punco ga pel. Ja. Ne, pa ni Rožnik. Rožnik je preveč obligan. Kaj sem tako, kot bi rekel, ne vem, en tak malen. V bistvu en vršiček je tam, ki je gor, je blizu zraven parkirišče in potem imaš 3 minute, da priješ na vrh. Tam en tak spominski parček, je tak majhen park, pa je spomenik, no, in pač tam hodijo. To je 20 km sicer od Minska, ampak ja, tja hodijo. No. Kdaj sta bila v Belorusiji? Kdaj sta bila to? Ker si napisal tudi, da sta rabila vizo. Zdaj, ne vem, za kadarkoli za v Belorusiji, da se potrebuje viza. Zdaj tole zadnje obdobje je druga liga, ampak... Tudi zelo težko je not prije, pa še težji ven. Mislim, tako, ker to vse na meji toliko časa komplicira. To. Pa not je še nekam šlo, ker so šla z Ukrajine, takrat so bili še bolj prijateljski. Pol pa ven v Latvijo, ali ne v Litvo, v Latvijo, v Litvo. Tam je bilo pa 8 ur čakanja, zato ker so nas sam zavrkavali na meji. Pa 3 avte spustili, potem pa spet zaprli. Tako da, ja. To se sliši, kot kakšne bivše alpinistične odprave, ki so s kombi vozili v 80-ih nekam v Afganistan, pa so mogli prečeti na državo, pa so imeli to vrstne zaplete, kar težko razumeti. To še danes. Danes mislim, da tole, vem, da poznam, mislim, žena ima kontakt z eno, ki tudi dela te vrhove, zdaj jih ima že čez 20, 25 koliko. Ampak ne vem, kako bojo prišli v Belorusijo, pa v Rusijo. Ne. To je pa mogoče prek Turčije še, ja. Ampak, je pa zna biti še čas problem. Ja. Kako pa zdaj, ko si vse tole, bom rekel, grdo podelal, kako pa gledaš na to dilemo, kaj je pravzaprav najvišji vrh Evrope? A to sploh je dilema? Tukaj ni dileme, če poznaš geografijo, ker Elbrus stoji na meji med Rusijo in med Armenijo. Ni, ker je čist noter. Je čist noter pomaknen. Tako da sploh ni bene dileme. Kaukaz je to, ne? Kaukaz, ja, ampak to je čist na evropski strani. Tako da ni bene dileme. Pač ja, Francozi pa Italijani se ne strinjajo, ne? Oni pač hočejo še imeti primata, ne tako, ampak. Ja, Mont Blanc je najvišji vrh Alp. Ne? Alpi pa je, tako je. Ja. Evrope pa... Je pa Elbrus, ja. Čeprav je pa tako, vse prav obeh dveh sam večina hodeš, no. Ni tako. Ja. Ni tako plezalski. Sta bila polet tam ali spomlad? Polet. Kaj pa, a si zaznal mogoče tudi to dilemo, pa je jaz res toliko ne poznam, samo sem slišal par namigov, da pravzaprav tudi Italijani pa Francozi imajo nič jasno, kje je sam vrh Mont Blanc. Na francoskih določenih zemljevidih je tako ravna črta, potem je pa mačken čez okoli pikce vrha, tako malo obvoza. In seveda je vrh pod Francijo spada. Ja, razne te karte so, Francozi trdijo, da je iz nekega leta, takrat sem še vedel, ko sem to knjigo pisal, da je ti zemljevid ta prav in da je celoten vrh njihov, in trdijo, da je cel vrh samo francoski, medtem ko oni se sklicujejo na drugo pogodbo, ne vem kakšno, ki pa je vrh razdeli na polovico, oziroma Francozi imajo malo več, kot pa Italijani. No, tako da pač Italijani pa tega ne priznajo. Ne. Tako da hočejo oni reči, da bi Francozi trdijo, da je najvišji vrh Italije, da je Mont Blanc de Courmayeur, ali nekaj nekaj že ne. Ja. No, tako da... Zanimivo. Pa nismo samo Slovenci, pa Hrvati. Trdi na vrh. Imamo špetir zaradi mejnih vrhov in pa ostalih težav glede tega. Kako pa, kaj se ti je pa zdelo, recimo, od teh vrhov, kje sta imela največ težav? Bodi si po eni strani plezalnih, bodi si nekih organizacijskih. Zdaj, tole Belorusijo si že opisal, da je bilo to problem, no pa ven pride. Ja, pa je bilo pri organizacijskih problemih veliko večji težav Vatikan. Ja, no to... Vatikan pa sploh ne moš odpriti, če koga ne poznaš. Ne? In so imela težave, ker naše veleposlaništvo nič ni naredilo v tem smislu. Tudi njihovo ni hotelo tako. Potem so preko enega duhovnika uspela priti k njemu na obisk in smo šli na sprehod po vrtovih,
kar smo z GPS-om ugotovili, da tisti vrh, ki ga je nekdo opisal iz Britanije, ne, Ja. da je tam zraven Radia Vatikan, sploh ni najvišji, ne, tam je 76, mi smo imeli pa enega, ki je 78. Tako da ti grički, ki so tam, zelo, sem tako, moš pa natančno izmeriti, kje je kakšen najvišji. Ne. Zanimivo. Ko sem pa njihov sprašal, so pa rekli, kaj je to sploh važno. Ne. Ja. Tako da njih sploh ne zanima, kje je najvišja točka. No. Ja. No, to je bilo pač organizacijsko tako. In je pa lepa izkušnja, tako po tistih vrtovih se sprehajati. Je pa to dovolj sam, če se takrat slučajno papež ne sprehaja. Ne? Ja. No, drugače pa najtežje. Ja, kot sem prej rekel, meni je bilo zelo tisto zoprno, tisto požlet na Gerlahovskem ščitu, na Slovaškem, ker sem mogel res biti skoncentriran 200%, ne samo 100%, da ne bi kam dol padel, ker sem bil pač čist nečvrvan. Ne. Sicer ni nič težkega, mogoče če je kakšen košček, 2 od 2, da če bo blenka. Drugače pa Dufršpice, ta švicarski vrh, ta pa je kar zelo gaj, tega pa ni čistko simpel, ker moš pa prvič je višina, je tam nekje, začne se plezarija pri 4200 ali tam 4300, greš pa potem na 4600, ne. No in potem imaš tam z drezami pač po tistem grebenu malo kombiniran, tako malo skale, malo led. Ampak gre, no, vse je lepo, važno, da imaš li vreme. Ja, ker je tudi kompleksna ledeniška tura. Ne, pa razpoke so, pa smo na povratku nazaj, nam je kolegom odpadel razpoko. Ja. Smo ga ven mogli vleči. Okay. Dobro smo ne štriku. No. Ja, to pa je tudi mogoče ena taka naša slovenska, bom rekel, težava, ker pač nimamo doma ledenikov, ne? Ja. In se doskrat se nam ne prevzgoji tega zavedanja, da so pravzaprav ledeniki lahko tudi dokaj nevarni. Ne? In tem se odpravljamo v Alpe največ, ne? In se včasih zgodi, da so ljudje nenavezani, ne? Pa tudi ne znajo sicer ta prave uporabljati vrne tehnike, ne, ledeniške naveze in nažalost so bile tudi nesreče že na ta račun. Opisala sta pa v vodniku tudi Mont Blanc iz obeh strani, torej iz francoske in italijanske. A sta obe naredila, obe sta šla, tudi zgonele koče sta šla. Bravo. Ni malo teže, kot je francoska. Da sta pa to bila? 12, 20. Ker recimo, ne, trenutno, se pravi, junija letos, ne, ko je bilo pač dosti snega, je iz italijanske strani se je še dalje. Pa ne več. Ker kasneje, ne, zdaj trenutno ne vem, kako je, ampak recimo lansko leto je bila koča pravzaprav cel let zaprta, ker je prevroče bilo, ni bilo dovolj snega in je tam ledenik preveč razbit. Ne. Vem, ja, vse se bodira. Vse je bilo tudi pred leti nekaj se zaprt, ja. No, tudi na francoski strani ni več tako enostavno priti na Mont Blanc, ker je enostavno, ko se sneg stali, ne, se začne tam kamne dol valiti po te grebeno, ne. In tudi letos je bilo zelo veliko snega spomladi, ne, sploh konec pomladi in junija so bile fantastične razmere. Ne. Ja, Zdaj konec junija se je pa že začel kotali dol, ne. Sem videl, tako da verjetno lahko opozoriva, ne, da morajo biti ljudje previdni. Ja, no se tudi ta kuluar, tam kaj med Tetrusom pa med Gotejem, tiste sem doživel največji kamniti plask v življenju, ker so skale letele, kot bi avtobusi dol. Ja, avtobusi kdaj sta pa bila, kjer mesec spomniš? Ne vem, ali pa avgusta 2007, ali kaj tam, ne vem točno. Avgusta, zdaj praktično se ne hodi več na Mont Blanc. Ja. Ne, nažalost, pač razmere se v Alpah tako spreminjajo. No, se zanimivo je to, ne, če bi se ves sneg stopil na Mont Blancu, ne bi bil več 4800. Ja. 4799. Ja. Zanimivo. Tako se začuna, da je toliko sledu gor snega. Ne, da. Sem pa zasledil tudi zdaj, da je nekje se že zapisuje tudi že za Triglav. A si mogoče tukaj opazil, pa to ni preverjena informacija, samo nekje sem zasledil, da je 2863 celih nekaj
Ja, 67 nekaj takega, ja. Ampak Aha. je bližje 40. Ja, jih še vedno bližje. Ok, nekje sem videl že, da so na 63 zaključovali. Ja. Slaba matematika torej. Ne, to je tako, vedno se kaj natančne meritve pa tako naprej malo spremenijo. Ne. Je pa tudi to, zdaj to me bo kakšen geograf popravil, mi še zdaj merimo to od Tržaškega zaliva, ne, eni drugi pa iz Hamburga, mislim, da ne. Aha, kje je tista tam neka... nulta točka, ne, pa se mogoče malo razlikuje. Ne. Aha. Ampak to je tako zelo delikatno. Zdaj, recimo, Miha, ti veš, kje je najvišja gora na svetu? Ja, Če zdaj... šteješ od središča Zemlje. Ker Zemlja ni vem, okrogla, da je ampak je- nekaj vem, da je nekje v otočju, ker se iz Jarka, ne? Ja, ne, Ne? ne, mislim, da je nekje, zdaj sem malo pozabil, v Južni Ameriki, Aha, ker je Zemlja razumem. mečken bolj Zaradi- je elipsoidna, Tako, ne, in tako, ni tako. čist tako, Tako, da je, ne vem, tam, da je, če od središča gledaš, da je tam bolj je razdalja razdalja večja, ampak Ja. to ni pomembno. Dobro, to so zdaj pa že igre. Ja, igre geografov. Čeprav, glej, očitno je, ne, Belgicam si razlo, je očitno to pomeni, da so povišali vrh z štengam za 7 metrov. So še kakšne druge države, ki so tudi tako zelo zanimive. Ne. Ja, Se, recimo, ne vem, Danci imajo 3 vrhove v 2 metrih. Ne. Ja. V bistvu. In to prva dva se razlikujeta v centimetrih. Ne. Aha. In se najprej napačno naredili stolpne na enem vrhu, ne, tak razgledni stolp, pa tako lepo vse. Pa so ugotovili, da je en drug, mislim, da je 30 cm višji tam zraven, tam je pa ena kravja farma. Pa, ne. Ja. Nič ni, ne. Tako so pa tam eno mlinski kamen postavili. Tam. Kaj pa ti sicer tega ne pišeš, pa tudi jaz se zdaj pa žal ne spomnim, ampak ko se že v teh posebnostih z številkami pogovarjava, če slučajno poznaš v Walesu ali kje so pa nek hrib dobesedno povišali, poznaš to zgodbo? Ja, treba je film posnet. Mož, ki je šel na hrib in se vrnil zgore. Ne? Aha, Ja, to je tako, ker je kakšno bilo pa to ozadje? To je ozadje tako, ker so v nove meritve pokazali, da je vrh 999 fitov, ali kaj ne, sem točno ne vem, kaj sem imel. In da potem ni gora, ne, da je to hrib. Ne, in potem so, ker je šel zemljemerc gor, mandat, to sem nekaj, sem pozabil že, so ga zamotili, mislim, da ga je dekle zamotilo, so oni hitro gor znosili kamne, da je potem šel gor, da je potem zmiril. Pa je bilo čez Jurija 1000 fitov, in ne, tako da so dobili svojo goro. Zanimivo. Še ena stvar bi te vprašal, ne, tudi zdaj tole moje nepoznavalstvo bo prišlo na plan, ampak pač še nisem tam hodil. Grčija, najvišja gora Grčije. Mitika so Olimpije. Ja. Ja. Ampak jaz sem imel skozi v glavi Olimp. Ne. Ampak Olimp je pravzaprav pogorje. Ja, to je več vrhov v tem Olimpu. Več vrhov in najvišji vrh je pa to, kar si omenil. Mitikas, ja. No, tudi ta je precej težek. Tako mislim, da eni grejo samo do pred vrha, ki se imenuje Skala, pa je 2 metra višji od Triglava. Vmes moš pa mečken malo ravnotežja pokazati, malo manj strahu. No, tako da je pa še bolj, če greš pa po drugi poti, kako sem se opisal, po eni vzhodni poti gor, tam imaš pa tudi kakšno plezanje, tudi kakšne dvojkice se najdejo, ene packe so sem napisane tako, kot markirane. Kar je kar zaplezati, no, kar nič ni varovalni, nič ne, ampak priješ pol na vrh, pa greš pa čez skalo nazaj. No, tako. Je pa Olimpos tudi gora na Cipru, a sem jaz tudi prav se zapomnil. Ja, pa tudi na Marsu. Olympus Mons, ne, ali kako je. To je menda pa najvišja gora v Sončju. Ali celo nekaj tazga. Mogoče ne. Ja, ne, mogoče tam na Jupiterju, ki je več. Da imata pa to namenjati. A na Mars. Ja. Ja. Verjetno bomo to mogli mi spustiti. Pa če se zdaj z tele ciprsko-grški zgodbi še vrnemo, a je to kaj povezave zaradi grške mitologije, da je tudi na Olympus na Cipru isto imenski. Ja, tako, ker v bistvu je Cipr bil grški, ne? Seveda. Je bil grški, pa so prišli Turki, so ga malo podjarmali in je še zdaj severni del je Cipra zasedajo turško prebivalstvo in tudi Turki so ga okupirali, ne, tako bi oni reči, okupirano ozemlje, rečejo Grki, ne. Ja. Medtem ko v tem se že od leta 1974 dajajo, a je to zdaj suverena država Severni Cipr ali ni, ne. Mi da se za vsak slučaj šla tudi tja. Skratka, kankoli ne veš, če bo slučajno se
odcepu, ne, potem bolj malo še to. Ne. Ampak to je bila tudi ena štorija, ki moram povedati, tako nora. Ja, V bistvu je to vojaški vrh. Ne. ja. Tako kot je tudi na grški strani, Olimpus je, gor je vojska in sicer ne samo grška, ampak tudi angleška vojska, imajo radar gor in ograjo, tako da čist do vrha ne moreš, ne. Samo do ograje priješ. No, na drugi strani, na turški strani je pa Servili Tepe in imaš eno cesto, ki prije od spodaj. In potem je en znak, ki piše v turščini, pa ne vem, da je prepovedano gor, kaj je vojaški vrh. Ne. Ja. In mi se v tem avtu spod parkirali in so šla gor inkognito proti temu vrhu. Ne. Peš torej. Peš, ja. In pa so rekli, kaj zdaj, greva kar po cesti, pa se delava neumno, ali greva po gozdu, vse kot partizani tam. Ne. In so prišla do stražarnice, kjer nobenega ni bilo, so šla potem tam v gozd. Pa so šla po gozdu gor in so prišla više, kot je vojašnica, pa radar, ne. Ali antena, kaj sem kaj. No, mečken više, ne, tako, in potem se zreš v spalnico vojaško tam v prvem nadstropju, ne, tudi na vrhu. Ne. In dol spodaj se trije pogovarjali, trije vojaki in mi se tako prišla čisto potiho, tam se slikala in se potem potiho nazaj, saj kankoli ne veš, da ne bo kaj narobe. Ne. Pa ni ben preletel. Ja, ne, nisem nič videl. Ne. Ampak nekje pa, zdaj sem pozabil, ne, nekje pa sta imela neko nočni obisk neke vojske ali policije. Ja, to je bilo pa na makedonski strani Koraba. Ja. Ja. Kaj bilo pa to? Ja, ne, niso vedeli, da so se mi že bolj spodaj prijavila, ne, v tisti karavlji, policijski enoti, da greva gor. Ne. In karavlja je bila pa v bistvu zapuščena. In so šla v karavlo in so noter se zabarikadirali, da ne bi kdo not prišel, ne, ker so vrata podprla. Pa so pa iz hribov prišli eni drugi policaji, ki niso vedeli za to, da so bili tam, ne, in so hoteli, ja, ne, da so mi še spala noter, so naju butali po vrati, da ne odpreva, ne. Pa so, tako je bilo malo strašljivo, no, tako, ampak ne, pa smo se lepo zmenili, da so že javila pa tako naprej. Pa so šli, pa so naj pustili vrmir. Ampak očitno ni tako enostavno prideti, ne, ok, Vatikan si predstavljam, ne, pač tam posebno, ne, razumljivo. Ampak očitno na tele vrhove, na mnoge vrhove ni tako enostavno prideti, pa ne v smislu tehničnih težav, ampak čisto z teh nekih državno pravilniških, ali kako čem reči, ne. Ja, ampak ne vem, ja, ponekod, ampak večina se kar da. No. Tudi tle, se to v bistvu, mislim, da zdaj sploh če sploh še treba tam v Makedoniji to javljati policiji. Na albanski strani, ne, tega istega vrha je to čisto sproščeno. Je pa albanski pa makedonski vrh je pa skupen. Ja, najvišji, tudi poleg Italije pa Francije. Ja, veliki korab po makedonsko ali pa Maja je korabit. Po albansko, ne. Sla se z obeh strani seveda. Meni je skoraj še bolj lep ta albanski. Ne. Iz te strani. Ja. In zdaj so tudi, mislim, da cesto že asfaltirali do spodaj do vasi spodaj in imajo velike načrte ti Albanci, tudi vabijo, so rekli, da francoski turni smučari hodijo. Ja, no. Ker so tam razmere so fantastične pozim. Slovenski, ne, gorski vodnik Rok Zalokar dol vodi heli skiing v Albaniji. Aha. Zdaj točno jaz ne vem, ne, ampak skratka se tam dogaja, ne, zlasti po zim. Miha, tam so tako nori, mislim, ta sila šar planina, to so nori tereni za smučanje. To je vse tako travnato do 2700 metrov. Res, so kakšni skalce, so tudi, ampak se tam boš smučal, recimo, ampak kakšni skoki taki. Drugač pa prideti v Albanijo ni nekih posebnosti. Ne, tako, kot si rekel, recimo težave z Belorusi. Ne, nič ni. Ja, leto sem bil tam v bližini maja, ne, v Črni Goji, ampak sva gledala prokletju čez jezero, ne, in bo enkrat prokletje so zelo lepe. Ja, to poslušam pa že od starejših plezalcev, so hodili že v 70-ih, 80-ih tja plezati pa tako. Daj mi še razlož tole, ne, tudi v Turčiji je tudi ena posebnost, najvišji vrh, ne, ker videla ste se omejila na evropski del, ja. Evropski del. So šla na Ararat, to je res. Na evropskem delu pa Maja Dadži je pa v bistvu tudi vojaški vrh, ne.
In tudi tam so tudi tako šla gor, tam so se pa delali neumno, niso šla tako kot tam na Cipru, ampak so se kar gor pripeljala po cesti do vojašnice. Ne. In tam oficir je kar skakal od besa, nič ni znal drugega kot sam turško, potem je en drug vojak mu malo prevajal, ne. Tako da sem se kar neumno naredil, pa sem rekel, ne bi smel biti, ne, you shouldn't be here, pa tako naprej. Ok, ne sem rekel, lahko malo fotografiram, ne. Pa sem rekel, pa se ni bil en problem, mi smo od Slovenije tudi NATO paktu, mi smo vsi friends, oni malo gledajo, če sem normalen, ne. Ta čas je pa Andreja že slikala radar, pa vse živo, vse. Dobro, da nam niso zasegli nič, ne. Samo potem so hitro spokala, pa so šla. Ja, zanimivo. Pa sam še ena na hitro taka, koliko od teh vrhov, a sem prvo zasledil, vulkani je pa zgolj na Islandiji, najvišji vrh. Če se španskega dela otočja ne šteje. Ja, še kje, dač vulkanje, pa mislim, da sem tam, ja. Pa to je Speč vulkan. Ja, ta spi že 1000 let, ampak noter v kraterju je 1 kilometer ledu. V globino? Ja, mandat, ko pravi, da je ful globok. Tako da potem, ko priješ gor na tisto plato, na tisto kaldero, v bistvu čist zalita z ledom, jo prečeš in potem en delček, en zob, tako rekel, ki ven gleda iz tega, ko se to reče že? Krater. Ja, rob kraterja. Ja, rob kraterja je pač na unji strani, ker na severni strani je najvišji. In kje moraš jeti. To je mislim en del, ki moraš mečkati tudi 35 stopinj, da resen scepino moraš iti takrat. Zanimivo. Pa sem imela tudi blazno lep vreme, ker to je pa tudi primeri so bili, ko so nekateri hoteli v enem letu vse te vrhove narediti in jih lih zaradi tega nisem uspel, ker ko si prej omenil Ben Nevis, Hvala dal Snøkjur na Islandiji je veliko težje dosegljiv, ker vreme dopušča samo par dni na let. Recimo. Ja, to... Tudi če je lep vreme, veter piha. Tako piha, da potem gor ne vodijo. Ja. Pa sam šel je pa... Saj to lahko že na našem Triglavu vidno, da ne rečem že na nižjih vrhovih. Je lahko, grdo rečemo, šajba, ampak veter piha in je pač... ni na meniju takrat, se ne da, saj varno ne. Zdaj takole, če spavc na hitro pomisliš, še kakšna taka prigoda iz teh osvajalskih pohodov. Ja, enkrat smo šli na vrh Lichtensteina, ki je z Lichtensteina kar plezarija, imaš vsaj trojko, če ne več. Tako smo rekli, bomo šli pa na švicarske strani gor, kaj na meji. In smo prišli tja, smo videli, da je ena stara predpotopna žičnica pele gor iz doline na 2000 metrov, ali na neko Jure 800. No in da so na uro jih pripele, ne vem koliko, zelo malo in so bili že vsa mesta zasedena. In pa smo rekli, 4 ure gor hoditi, bilo pa malo predolga. In pa smo se začeli razmišljati, kako bi to gor šli. Mi smo minibusek, ker nas je malo več, takrat, in minibus gor tudi ne prišel. Potem sem pa jaz malo sprašal, kako bi bilo, vprašajte te kmetje, ki imajo dovoljenice za gorsko cesto, če se da bi vas oni peljali. Pa, kje pa jih dobim, pa so rekli, da je v trgovini. No, in potem sem se z 2 domačinoma zmenil, da bosta ona naslednje jutro prišla z svojima džipoma in eden bo imel še prikolico in nas bojo gor peljali. In jasno, zjutraj mi pridete v naš džipi, s prikolico, vso v stran od gnoja, vzame šlauf in tu pred nami začne tisto prikolico, taka za prašiče voziti je bila, začne tisto malo pucati, vse v špica v šlauf, pa sem rekel, ok, fantje, na prikolico, punce, pejte notri v avte in se nas gor se peljali čist na planino gor. Smo se tako vozili gor s tistimi prikolci. Ki je bilo za prašiče. Ja, tako da. No, pa tudi gor potem naprej so rekli, da neverjetno, da nas taka količina gre, ker vrh je vsem malo izpostavljen, pa tako naprej malo plezalsko, malo nezahteven sicer, ampak kar izpostavljen. No. In nas je bilo 20 gor.
Prej pa smo imeli v knjigo upisno, ne vem, če jih je bilo več kot 5 ali 6, kot skupina. Ne. Skupina gor bili pa ne. Zanimivo. Tako, ja. Tako, če bi mogoče, ker sta tako izkušena žena zdaj pri gorništvu sicer, planinstvu, če bi se kdo loteval recimo podobnega projekta ali pa ne nazadnje določenih gora najvišjih, pa če izpustiva te, ki so mogoče Slovencem najbolj znane, ne, recimo, pustva Triglav, ne, pa recimo še Grossglockner, Mont Blanc, ne, to Slovenci radi zahajamo, ne, pa se mogoče počasi že kar neha. In recimo, vsaj tak je moj občutek, ne, če bi se nekdo loteval tega projekta ali pa določenih vrhov, kaj bi jim recimo svetoval, kakšne napotke, kako se lotati. Nič posebenega. Knjigo prebere. To, super. Pa dobi kakšne ideje svoje in lahko tudi po svoje spelje, ali pa tako, kot sem midva. Jaz mislim, da nobenemu ne bo žal, ko se bo tega lotil, teda kar veliko spoznaš tudi druge narode, spoznaš druge dežele. Zato je ta, recimo, tudi se meni zdel ta vajen projekt tako zanimiv, ne, ker ne gre zgolj za planinarjenje, hribolazanje, gorništvo ali kakorkoli, ne, ampak gre tudi za v bistvu ta nek mogoče bolj turistični aspekt, torej greš v neko državo in spoznavaš zraven še marsikaj, in če to združiš, ne, je to lahko zelo zanimiva zadeva za recimo predvsem verjetno neke poletne mesece ali pa takrat, ko se na določene vrhove pač najbolj hodi. In vedno se zraven, ne, poleg tega tehničnega dela zgodi še marsikaj, ne. To nas pa zares tudi pol, to je tisto, kar bogati, ne. In če mogoče še strneš neko misel, zakaj, ne, ali pa če posebej pomisliš, zakaj pravzaprav, kaj misliš, da tebe, ali pa bom rekel vaju, ne, doma tako žene v gore, imaš mogoče kakšno tako misel? Ja, ne vem, lepa doživetja. Gorski svet nama je blizu, tako se fajn počutva notrno. Tako da, ne vem, ko bi aktiven si malo, pač nekaj lepega spoznavaš, nekaj lepega vidiš. In doživljaš. Doživljaš take lepe stvari. Malo ima še adrenalina zraven, še malo dodatek zraven. Pa bova pa, bom rekel, za zaključek najnega pogovora še povabila poslušalke pa poslušalce, da naj vzamejo priročnike, ne, osnove planinstva in pa plezalne in pohodniške vodnike, ki si jih ali sta jih napisala oziroma s svojimi soavtorji. Vzemite to v roke, opremite se z ustreznimi informacijami in podatki. Včasih rečemo, grdo nakurte se, ne, za dobre ideje, potem pa se lotite gora in ciljev na ta pravi način. Ne. Bi še kaj dodal temu? Hvala lepa, Miha, ki si me povabil. Jaz sem počašen, da si me med same legende slovenskega alpinizma uvrstil tudi mene na seznam gostov. Ja. Jaz upam, da bo vdajati naletila tudi na lep odmev. Ja, hvala tebi, da si prišel, da si se odzval. Hvala vama, da ste napisali tale vodnik, ker morda se ne zavedamo pravzaprav, koliko enega truda, energije je vloženo v tak proces. Ne nazadnje se mi zdi, bom sem dodal, majčkeno odšel iz najine teme, ampak ne tudi športni plezalci, ne, nekdo je napisal športno plezalne vodnike, ne. Alpinistične smeri, nekdo je napisal alpinistične vodnike, potem pohodne vodnike, take in drugačne, to je vse nekdo napisal, veliko sebe vložil to in recimo jaz kot plezalec, gornik, se mi zdi prav, da potem v tistem, kjer se najdemo, plezalništvo, pač plezanje, pohodništvo, kakršnokoli, je prav, da te vodnike si nabavimo,
in jih potem seveda tudi uporabljamo. Ne? To je pa tisti smisel. Tako da, Jože, še enkrat hvala za obisk Prosim. in vse dobro.